Zdaj pa vis taka, kot sem. Ja, jaz tudi taka, kot sem. Zdravo, Violeta. Ja, se vam lupčka lepo. Dejno. Se že 2 let poznava. Ja. Evo enega srčka zate. Ja, hvala. Da se veš malo posladkala. Sicer, veš kaj, po kilaži ne bi smela, ampak V redu. A veš kaj, tole sedenje malo pomaga, da se zrediš, pa leta, pa maternico so mi ven vzeli in od takrat je šlo. Drugače sem se kar držala, ne glede na voziček, sem imela kar primerno kilažo, ampak zdajle pa veš. Se si predstavljam, če ne moreš hoditi, nimaš kje porabiti pol. Ja, ne porabiš, sicer vstanem za na WC, hvala Bogu, toliko, da še lahko. In tisto pač kar moram, ne, pravila, ampak to ni dovolj, da pokurla rada to papa. Imam super kuharja, Super. že več kot 20 let in se to malo pozna. Kdo ti kuha? Ja, Niko kuha, on je z mano že vrsto let, sem zdaj že spiču, ne mara se slikati. No ja, verjetno lahko, da bo prišel, pa ga boš videla. Je vesoljc, če ne bi bil z mano. Ti si ta prava, midve se že piševa, kako Ja. 2 let. Tako da, no, super mi je, da sem v hiši, da lahko tudi sama stopim ven in rada hodim na sprehode v naravo in tako naprej. In to mi je super, tudi z asistentkami, tako da blokov sem sita, ker sem bila vrsto let, pokvari se dvigalo, ne moreš ven in to je to. Zdaj pa bomo not. Koliko časa si pa na vozičku ti? A jaz sem od rojstva. Od rojstva si. Pravzaprav je to sreča v nesreči, ker če si od rojstva, si celo življenje adaptiraš. In kot tako so me proglasili, da sem nesposobna za samostojno življenje in delo, ampak sem to demantirala. A ne, da si bolj Ja. brihtna, kot marsikjer? Ne, zdaj sem že v pokoju, ne, ampak sem čas delala po društvih, tudi svoj čas v Sarajevu sem ustanovila Društvo za cerebralno paralizo, sem ga vodila še med vojno. Kdaj živela? Ja, 24 let, ja. Kako pa to? Ja, rojena sem v Sarajevu, potem je pa mama, ker takrat ni bilo druge možnosti, in z veliko muko me je spravila v Slovenijo. Sem bila v Stari Gori pa v Kamniku za invalidno mladino takrat. Pa sem se pa vrnila nazaj. Jaz sem bila 24 let dol. Med vojno sem pa sama prišla gor in so me potem v Društvu za cerebralno paralizo zaposlili in tako naprej. No, midve imava veliko zagovor. Veliko je tega, pojmo zdaj noter. Pridi. Res, in je čisto vse, kar imam, tole pa moja asistentka, Nataša. Ja, dobro. In naš princip je, da mi nismo medicinski model in sploh ne pristajamo na to, da nas gledajo kot take. Smo pač ljudje, vsak ima svoj problem, zato se imenujemo Društvo za pravzaprav teorijo in kulturo hendikepa, ker hendikep je en tak splošni pristop v mišljenju, da vsak ima svoj hendikep. Ti, pa jaz, pa ona, pa kdorkoli. Eni so vidni, drugi pa ne. Eni so vidni in eni so ne, in s tem smo mi vsi vključeni v družbo, nismo izključeni. Torej imamo pač ta princip, da se ne, kako bi rekla, ne delimo po boleznih, mi smo bolj ideološko v tem društvu, ker želimo neodvisno živeti. Ker mislimo, da smo odgovorni in sposobni in da ni potrebno, da drugi za nas skrbijo. Zdaj pa recimo, če pogledaš tisto pomoč, ki je pomoč na domu, tukaj ti nič ne odločaš. Ti se prijaviš, plačaš in dobiš nekoga, ki ti vsak dan pride, kdorkoli, in opravi eno stvar, ki jo najnujnejše rabiš, in konc. Tle v našem društvu imamo pa ta princip, da imaš asistentov, kolikor jih potrebuješ, in oni so podaljšana tvoja roka, imajo odgovornost, da pridejo, da opravijo delo, vso ostalo odgovornost pa nosiš sam. In si ti odgovoren, če se kaj narobe naredi, vse tvoja je odgovornost, ne asistenta. Da imamo pravico do lastne izbire svojega asistenta, da ga mi usposobimo za delo in potem pa, da živimo, odgovorno delamo in
ali pa smo vključeni v družbo. Nismo na breme družbi, nismo na breme partnerju, nismo na breme staršem, nismo na breme lastnemu otroku, kdor ga ima. In za državo to ni velika razlika, pravzaprav. Pravzaprav nobene, ne? Pravzaprav ne. Dolgoročno je pa še cenej, zato ker niste neodvisni, niste breme. Živimo po svoje in ne plačujejo se stene. Tam je veliko denarja gre v infrastrukturo in za zaposlene, ki tam pač delajo, negovalk je pa premalo. Pa še to je izoliran si. Izoliran si in tam čakaš, da prideš na vrsto, da te dajo na WC. Po noči te obračajo, kakor prideš na vrsto. Ne smeš odločati sam, kdaj boš zvečer prišel, ker se vrata zaklenejo in tako naprej. In ti mladi ljudje so tam praktično izolirani, nobenega življenja nimajo. Tako da ne vem, zakaj tak velik odpor proti temu, zato ker en kup organizacij pol odpada. Ker nekoč je bilo eno predavanje, zakaj država potrebuje invalida, ker na tem se pazi mnogo ljudi. Aha, jaz imam enega tazga tudi hurom, se mu reče. Ampak ti imaš nože, jaz imam pa polža, veš? Ja, veš kaj, ne govorim o polžu, tisti je pa malo pocen mirega, jaz tudi raj imela, ampak so kar malo dragi. Jaz sem dobila po eni fajn akciji. Jaz imam minimalno penzijo, ne bom ti zdala, koliko imam zelo majhno, ker sem je priznala, sem 20 let delovne dobe. S beneficijo. Je pa za smetija. Ja. A kar šopam zdaj? Ja, lahko. Tako da, mislim, da je priklopljen, če... Gumb je tale zapršen? Vidim. Ti pa kar malo nabereš, pa potem daš pokrovček gor, ne, zato. Malo smo že prej pripravili, da ne bomo... Super. Zapravljali časa. Super. Vidi, tako na drobno to se seklate, se boljš pa naredi, ali kaj? Ja, hitreje gre, ne, da se ne za... Wow, to je resna stvar. Da, čakaj. Ne, se boš dodala še, pa bom. Ja. A veš, če sem imela probleme z aftami in s tem sokom, sem se čist pocajtala. Afte? Ja. No, res. Rdeča pesa predvsem mi pomaga, brez nje praktično nisem. Moja mama ima levkemijo in jaz jo probam z rdečo peso, imam jabolke, pa rdečo peso, pa tudi dam, kar najdem zeleno. Ja. Regrat tudi, recimo. Ja, tudi mi damo, veš, imam koprive, včasih tudi koprive not nabaše, vse živo. 4, ali kaj? Ja, začimbice še dava noter. Aha, kjere, povej. Tlele imam na polički, ne, tle za tamo. Popr. Ne, ni tu, poglej, Violeta, tle. Tle? Ja. Aha, kaj pa daš? Imaš kajenski popr? Kajenski popr, potem imaš kurkumo, pa cimet. Cimet, piment pa ne? Ne. Ok. Kar mačkrat poštupaš, koliko je dvakrat, če boš dala več, bomo opekala, ampak neč. Kurkuma je menda zelo zdrava. Ja. Da reš tega lepo. Tako. Na žličko za pomešati. Ja, zapri. Kajenski popr, juhu. A veš, da je čili pa tele pekoče zadeve so antidepresiv? A res? Ja, zato ker na organizem delujejo tako kot en tak atak, nek napad. In potem te hormone sreče organizem proizvaja in pa si A veš, ko sem bila jaz na operaciji, pa pride zdravnik, prav gospa, je pa depresija, sem rekla, prosim, kaj pa to je? Kaj pa to je? Je pa rekel, a nimate s tem problemov? Sem rekel, zaenkrat, hvala Bogu. Tako da... Zatiran sesut. Za 3 osebice me pa pustiš pa kar v tistem. V vrču. A bo peklo! Odlično je. Dobar, čutim zdravje. Ne, ni fajn. Mislim, jaz si s tem, a veš, kondicijo vzdržujem. Zaradi tega sem bila veliko prehlajena, veliko bolana in mi je bilo tega kar dosti in sem rekla, da si bom kar malo prvošla tako. S
tabo ni problem, s tabo se je super družiti. Mimo grede pripraviš hrano, naklepetaš se. No. Dam na krožniček? Ne, tle gor odpreš, vrata srednja, na levo, ja. Tle tu posodcu lahko kar ta prvo vzameš. Tole. Ja, ja. Okay. Bom tega drugič pripravila. Ja, Se jaz ne pridem k tebi sem zato, ker se snema, veš. Jaz sem te res hotela spoznati. Ne veš, koliko se medve dopisujeva že 2 leti. Pa ful se strinjava v marsičem, to mi je. Ja. Ja, se verjetno drugače to ne bi držalo. Ja. Evo, A veš, tle ima zad za tabo, imaš pa za ostalo. Jaz to vse ločujem. Tudi jaz ločujem, vidiš, In kaj to smo že podobni. vrsto let, Ja. ko še nismo imeli teh kant, Tako. ker smatram, da to pač tako mora biti. Mora biti. Če hočemo ta planet ohraniti, drobnjak. Drobnjak, vzameš škarjice, lete zelene. Kaj imaš ti vse to lepo? Ja. Vse naštimano. Ja, se veš, pri meni je vse tako, da je prilagojeno, da lahko jaz to pač naredim. Ali pa... Ja, da vi to naredite. Pa vidiš, tle imam... Ja, dosti. Tle imam malo bazilike, imam še en drobnjaček, pa peteršilj. Sem videla, tako da sem prišla, kako Ja. lepo raste. Pa... Meta? To je melisa. Mislim, da je limonina melisa. To je za kakšne take, ki delamo tele. Ne vem, če je točen. Imela sem eno prej, pa mi je umrla. Zdaj te bom pa prosila, da mi boš malo potelovadila noge. Zaradi tega, ker imam kompresijske nogavice, pa prsti so zunaj. In če imam dolg noge dol, mi prsti odtečejo. Tako da mi je flebologinja priporočila vsak dan malo telovadbe. Da se ti prsti pač, ker vsak, ki ima problem z ožiljem, bi moral delati vaje, da stopi na prste pa na pete. Ker pač jaz to ne morem, potem mi pa asistentka potelovadi. Ok, jaz znam to dobro masirati. Super. Ok, takole mi boš sezula čevelj. Preden greva, mi boš dala še malo kavice, lepo prosim, en požirk. To mi je ostalo še od zjutraj. Kar pridi k meni, pa bom jaz pol nagnila kork. V redu? Super, hvala. Ok. Mi boš vrata. Ja, že imamo, do včeraj sem... Tole damo samo en par. Ti zaenkrat bom en par. Samo en par. Ne, to so pa 2 para skupaj, imamo pa tukaj le. A imaš... A to so te, a ne? Si rekel dimlje. A v refuziji pa nimaš? Ja, imam, lejte, tukaj le so. Aha, Bomo pa dali. daj pa en par, bo čisto dovolj. Dominik, To ste papce. kako pa podmladek je v redu? Odlično, to malo. Ja, Evo, hvala. tole. Kaj še? Povej. Mislim, da tisto, kar sem počerabila, da sem ga malo... Koga pa prepletem, pa tako da bo. Nasvidenje. Nasvidenje, hvala. Jo, nasvidenje. Socialno mrežo, ker sem zelo komunikativna in potem tudi, kadar pridem sama, če nimam asistence, mi vse pomagajo z veseljem. Ja. Ker včasih zgodi, a ne, pač nimam 24 ur asistence, nekaj potrebujem in pridem in mi tako z veseljem pomagajo. Če se vedno malo pohecaš, Ma pa ja. si komunikativna. To, da šele vidiš v Mercatorju, tam je ženske, kar Dan. dan, a sanjo si, kjero rabiš, kaj rabiš? Spomniš sladko iz. Ja, ja. To je božansko. To se v bistvu skuha sladkor, pa se da na piceno, pa se potem pobere ven. Tole daš pa v žganje, pa daš cuker gor,
Pa tele listke in to Prav je te tako. vrtnice. Te dišeče, ja, pa A nič res? špricane. Aha. Ja, to je pa res stara, mislim, fajn bi bilo recimo, da bi kakšen vršiček vzela, pa si kam... Misliš, da je A to imaš prav pa čas? kar poberi, mislim, ker zdaj so bili tele ta ovile od strani. Vrt tam ne vrš, tako da ne bo turja. So res čudoviti. Ja, res vršijo prav. Ja. Zdaj, a veš, nažalost vse naenkrat cvetijo, sicer Ja. se jih je malo dež vzel, ampak... Ja, daš jih pa manj sesuje. Glej, ta je čudovita. Misliš, da je že Ne, zato? ne, se bo odpadla. Če ne dan zjutri, tako da... Tamle na vrh imaš še nekaj... Ja, bo naredila sladko ali pa ne vem. Liker. Liker. Vrtničin liker. Ker te so... Da je božanski za Ne ženske. špricane, dišeče, res. Krasne so. Cikr bi pa bilo dobro, da Joj, vneseš v kuhno, lepo te Da ga prosim. že odložim. Ja. Po vsem, kar smo danes skupaj preživeli, ti bi z veseljem rada dala nekaj za spominček na ta dan, da se boš spomnila in tudi takrat, ko se bo zakon usvajal, da boš dala svoj glas in povedala, kako važno je, da imamo vsi meščani pravico živeti na način, kot si ga sami izberemo. Mislim, da sem ti dala dosti dokazov, da je to pravičeno. Absolutno si me prepričala. No, tu sem sodelovala pri enem stripu, pa ena moja zgodbica, not sem jo izrisala, vidiš? Violeta Bit. Ja, to je naš mentor. spomin na asistenco. Trenutek je samo bežen utrinek v življenju. Ta utrinek pa nam lahko povsem preusmeri življenjsko začrtano pot v novo preizkušnjo. Soimenjakinja Violeta. Hvala ti. Pa danes je dan mladosti, 25. maj. To sem ti napisala. Hvala. Tam sem pa jaz, ko sem bila stara 16 let. Na ulici. Kako si lepa. Joj. Daj, kako lepo riše. No, zdaj bi te pa še prosila, da boš še malo povedala svoj vtis današnjega dne in nasplošno, če sem te prepričala v to, kaj pomeni neodvisno življenje in osebna asistenca za nas. No, jaz bom ta zakon absolutno podprla, zato ker vem, da je neodvisno življenje zelo pomembna stvar, kajti ti ljudje, kot zdaj že lahko vsi vidijo, imajo vse, razen mogoče ne danosti, da bi lahko sami hodili. In to ne pomeni, da ne bi mogli vsega drugega početi tako, kot je treba, predvsem pa morajo biti enakopravni in enakopravno sprejeti v družbi in ta družba jim dolguje to, da uredi njihov status, kajti s tem bodo tudi manjše breme. Jaz bi rekla, da že od 96. leta živim z asistenco, ker nimam nikogar. Od svojcev edina alternativa bi bila dom, ker se pa zelo tepam, ker sem mladost preživela v domu. In mi pomeni zato, ker sama izberem asistenta, ker lahko z njim dosežem to, kar potrebujem, ker izberem človeka, ki je, kako bi rekla, na moji valovni dolžini, ki razume, kaj jaz hočem in mi stoji ob strani, je moja desna roka. Z osebno asistenco sem svobodna, neodvisna, lahko počnem vse tisto, kar pač sama ne bi mogla. In sem tudi lahko koristna družbi, tako kot si ti rekla. V tem smislu sem tudi volivec in tudi sama doprinesem, tudi moj glas nekaj šteje. Zaradi tega pravim, da je potrebno, da se asistenca sprejme, ker je Slovenija podpisnica konvencije in se je že dolgo tega obvezala, da bo uresničila to, kar v njej piše. V njej pa piše,
da moramo imeti enake možnosti, da imamo pravico do šolanja v normalnem okolju z drugimi ljudmi, da imamo pravico živeti v okolju, kjer smo si ustvarili dom, in da imamo pravico do izbire. Izbira pa pomeni asistenca. Alternativa je pa samo dom. Dom pa pomeni ne živeti, ampak vegetirati in umreti. Zdaj pri sprejemu tega zakona za osebno asistenco je dosti nasprotnikov, ker neodvisen človek s hendikepom, s katerimkoli problemom, ki živi sam, ki sam upravlja svojemu življenju, potem praktično društvo kot tako ne potrebuje. Potrebuje ga, da se ljudje srečujejo, da se videvajo, ampak to je na prostovoljni bazi, so ljudje neodvisni. In vsak režim, vsi se bojijo neodvisnega človeka, ker tak misli svojo glavo in je praktično nezaželjen. In vedno je problem miselnosti ljudi. Problem je tudi v odnosu do hendikepiranih ali pa, jaz rečem, do invalidov, ker jaz smatram, da je invalid nekdo, ki ni pripravljen misliti svojo glavo in ki se podreja drugim, da za njega mislijo.